kriterij za izbor naslednika v podjetju. Sporno so to temo zbrala, ker je pač aktualna trenutno v Sloveniji, hkrati pa imam tudi par novih pogledov na to temo, ki ste jo že večkrat tudi sami diskutirali. Primerjal bom v prvi točki Slovenijo in Nemčijo glede odločitev o nasledstvu. Potem pa takoj druga tema, predno izberemo naslednika, je treba uskladiti vrednote in vizijo družine, ki so pa hkrati tudi pri družinskih podjetjih vrednote in vizija podjetja. Kriterij za izbor vodje in upravljalca, šele v tretji točki, kot bi rekel, bolj ta tehnični vidik mojega predavanja. Verjetno se boste sami videli v določenih kriterijih, drugih pa tudi ne. Za mene ključna je četrta točka, kjer sem poskusil postaviti 4 alternative nasledstva, ker ni enako situacija od situacije. Včasih imamo dovolj časa za pripravo, včasih ga nimamo, včasih smo pripravljeni tudi sprejemati naslednika izven družine, včasih ne. In zaključujem z konkretnimi nasveti. Vi vsi ste podjetniki in poskusil bom to predavanje na tak način predstaviti, da boste lahko konkretno iz njega tudi za sebe kaj potegnili. Na desni strani vidite knjigo. Torej, kot je predavanje zdaj sestavljeno, ni 1 na 1 v knjigi napisano, so pa veliki, bi rekel, poudarki tudi iz dela, ki so ga skupaj z ženo objavili letošnje leto v založbi Planet GV, Formule uspeha za družinska podjetja. 50 nasvetov za 5 preskokov. 2 ciljne skupine današnjega predavanja. Po eni strani lastniki sami, ali imate pravilnega ali pa primernega naslednika. Namenoma sem dal to točko pod 2, ker bolj pomembno se mi zdi za to vprašanje, kot da odloča tisti, ki danes vodi podjetje, je, da se odloči njegov naslednik. Torej, ali ste vi primeren naslednik? Zato to vprašanje na prvo mesto in drugo vprašanje šele, ali imate primernega naslednika. Glede stanja nasledstva v Sloveniji, ko smo pisala knjigo, smo našla cel kup enih raziskav. Spirit Slovenija se mi zdi najbolj obsežna glede tega in tudi poudarja to temo, ki jo imamo danes, proces nasledstva kot največji izziv slovenskih družinskih podjetij. Samo da se spomnimo številko, torej niste samo vi v vašem društvu družinska podjetja. V Sloveniji je več kot 90% vseh podjetij, družinskih podjetij, in to je v bistvu gonilo slovenskega gospodarstva. Podobno je tudi v tujini. Nemčijo sem bral kot zgled, tam so največja družinska podjetja v Evropi, ampak imamo podoben razvoj tudi v drugih državah. Kar 66% slovenskih podjetij danes vodi prva generacija, 80% druga in le 6% tretja generacija. To pomeni, da večina slovenskih podjetij teme nasledstva še nima rešenega oziroma je to vprašanje še pred njimi. Jasen razlog, zakaj, ker po letu 1991 so se v Sloveniji šele množično začela ustanavljati ta družinska podjetja in če računamo, so lastniki zdaj v tej starosti okoli 60, malo čez 60 let, ko začenjajo razmišljati o upokojevanju in je to čisto naraven proces, da se ta tema trenutno v Sloveniji pojavlja. Lastništvo in delovanje družine v slovenskih podjetjih vodi želja, da bi nekega dne predali podjetje naslednji generaciji. In to si želita 2/3 podjetnikov, ki vodijo mala podjetja, in polovica tistih, ki vodijo srednje velika podjetja. Zdaj boste pa videli skozi diskusijo današnjo, da ni želja očeta vedno tista, ki jo ima tudi sin oziroma hčerka, in da to vprašanje ni tako lahko, kot se vidi. 34% anketirancev načrtuje prenos nasledstva v bližnji prihodnosti, 43% jih odgovarja, da se z načrtovanjem prenosa aktivno že ukvarjajo, 60% se jih aktivno še ne ukvarja s tem, saj je do prenosa še več kot 10 let, in le 7% jih odgovarja, da so pred nedavnim opravili proces nasledstva. Zdaj, na žalost nismo tukaj v dvorani, drugače bi vas prosil,
da dvignete roko. Sam jaz mislim, da tudi tako bi šlo, če boste pomahali z vašo zastavico. Goran, boš ti postavil vprašanje, da ne dvigne roko tisti, ki so že rešili nasledstvo v svojem podjetju. Ja, lahko. Tisti, ki ste mogoče že rešili nasledstvo v svojem podjetju, prosim, kliknite na roko na vrhu ekrana. Aha, 2, 3, 4. Okay, zdaj pa dajmo obratno vprašanje, torej ne pomagajo tisti, ki še niso rešili nasledstva. V redu. Kar, izvolite. Mislim, da ni treba šteti, ker je rok kar veliko. Ok, pol pa se zato tudi danes prijavlja to vprašanje. Kot je Goran rekel uvodoma, če ne bo ta 1 ura dost, z veseljem ponovimo zgodbo oziroma se tudi osebno srečamo. Jaz sicer delam v tujini, ampak ta teden četrtek, petek in naslednji teden četrtek, petek sem v Sloveniji. Torej se lahko tudi srečamo na naši pisarni Kotnikova 28 ali pa pri Goranu v klubu. Tako da moja, bi rekel, osnovna ali pa moj osnovni zgled je Nemčija, mogoče tudi deloma, ker sem jaz sam zelo povezan z Nemčijo, malo za zgodovino moje osebe. Moj oče Vladimir Vizjak je bil ustanovitelj Gorenja v Münchnu leta 1971, takrat sem tudi jaz tam začel v prvi razred osnovne šole hoditi in je iz tega zgradil Gorenje v tujini. Torej v Nemčiji smo imeli sigurno vedno 20-30% vseh prihodkov Gorenja, pol, ko se je ta zgodba začela in iz Münchna ven se je pol tudi ustanovil Dunajski holding Gorenja in sta ta zgodba o globalizaciji Gorenja. Nemčija mi je ostala blizu, tako da sem tudi tam pol kasneje, po končani ekonomski fakulteti v Ljubljani, šel in naredil doktorat in imel možnost delati za nemška podjetja, tako da sem vedno lahko primerjal nemška in slovenska podjetja, ne samo Gorenje, ker to ni družinsko podjetje, ampak kasneje tudi družinska podjetja. Če pa pogledamo nemško gospodarstvo, se boste pa začudili, da že na tej listi top 10 podjetij boste videli podjetja, ki sigurno niste pričakovali, da so družinska. Prvi je Volkswagen. Volkswagen je družina Porsche in Piech. Dve družine sta lastnici in še danes določata zgodbo, ne samo Volkswagena kot grupe, ampak tudi hčerinskih podjetij Audi, Seat, kaj še imajo, Volkswagen, Škoda in podobno. Družina Schwarz je v Sloveniji znana pod imenom Lidl. Torej, blagovna znamka Lidl, prodajalne Lidl, to je družina Schwarz. Bosch itak si poznamo, dobavitelj avtomobilske industrije, to je družina Bosch. Fresenius, ki ga v lasti ima družina Kröner. Metro, ena največjih trgovskih firm na svetu, sicer tukaj 4 družine, ampak za tako veliko firmo, kot je Metro, to ni nič nenavadnega. Continental, tudi zelo znano podjetje, družina Schaeffler, Tengelmann, družina Haup, Aldi, to je v Sloveniji znana kot Hofer blagovna znamka, torej blagovna znamka Aldi Hofer je lastnik Albrecht, tudi BMW je družinsko podjetje, lastnika sta brata ali pa brat in sestra Quant in Bertelsmann, kjer sem jaz član uprave 5 let in pač del moje zgodbe, lastniška družina Mon, tudi osebno sem z njimi imel dosti tesen stik kot član uprave in to je tudi ena, bi rekel, teh dobrih izkušenj, da sem delal za velika družinska in za manjša. Če pogledamo najprej ta velika družinska podjetja v Nemčiji, skupno zaposluje 2,7 milijonov zaposlenih, v povprečju 270 tisoč. To ni več klasično družinsko podjetje, kjer bi lastnik vsakega poznal, ampak gledajte, tudi tu so našli načine za komunikacijo. Skupni letni prihodek 743 milijard evrov, to je za 20 Sloveniji GDP-ja, povprečni letni prihodek 74 milijard evrov in kar je sedaj zanimivo, povprečno leto ustanovitve je 1903. Torej, če smo mi govorili, da v Sloveniji 1991, je tukaj 1903. Torej, Nemci so nam 90 let naprej in zato so ta podjetja tudi veliko večja.
Ampak vidite, generacija lastniške družine 3,8 v povprečju, torej četrta generacija, pa nas pa v glavnem še vedno prva fura. Torej, te 4 generacije, če grejo vse v isto smer, in to je tudi, bi rekel, glavni motiv, glavna ideja najine knjige, če se to uspe, lahko sami naredimo podjetja, kot so Volkswagen, Metro. Če že gledate Gorenje je sicer družinsko podjetje, ampak kot družina Vizjak mi smo zelo se z njim istovetili, oče je bil not, jaz sem bil not, in tukaj 2 generacije in podjetje je čez milijardo prihodkov. Torej, če imate 4 generacije in vse gre v isto smer, lahko dosežete take velike številke, kot jih tukaj vidite. Seveda, ta največje podjetje deloma financirajo že drugače kot vi, torej 60% teh največjih 10 nemških podjetij je že na borzi, ne s kompletno vrednostjo, ampak z pomembnimi deleži. Le 10% še operativno vodi družina, kar pa pri teh velikih podjetjih, če pogledate 270 000 ljudi, ni nič čudnega, da si tu družina umisli profesionalne menedžerje, ki imajo izkušnje s tako velikimi podjetji. Ampak kljub temu 10% podjetij pa le še vodi družina. Če zdaj primerjamo teh največjih 10 nemških podjetij z največjimi 30, vidite, da že v bistvu te deleži se malo tudi spreminjajo. Še vedno je velika skupina zaposlenih, poprečno podjetje je seveda manjše, ker je to 30 podjetij, ne top 10. Ampak kar sem hotel povedati je, da je poprečno leto ustanovitve še vedno tam okoli 1907 in 3,8 generacija. Torej, v Nemčiji ne samo na največje podjetja, ampak to gre do 1000 največjih podjetij, je ta četrta generacija. In če pogledate pa skupaj, so ta podjetja tista, ki vodi nekako 80% nemškega gospodarstva. Če povprečje teh 30 pogledamo, vidimo, da je samo 30% od teh podjetij še da je na borzi. Torej od 30 največjih nemških 10 je z delnicami deloma na borzi, 20 ne, torej imajo 100% lastništvo in tukaj imate že 43% teh največjih 30 podjetij nemških jih vodi družina. Torej sam sem kot konzultant dolga leta delal v teh firmah, vsakeč sem rekel, dajte še meni en delež, ker bom še bolj motiviran. Niso hoteli 100% družina lastniška, imajo svoj kodeks in zelo težko spustijo nekoga zraven. Kaj so ključni problemi nasledstva pri družinskih podjetjih? Torej prvič, kako poskrbeti za to, da bodo nasledniki pridobili čim več dragocenega znanja in izkušenj, kar bo omogočilo celovit razvoj družinskega podjetja tudi v prihodnje. Torej osnovno znanje je v ustanovitelju podjetja in v tistem, ki vodi, in tisti daje to naprej. In to tudi, bi rekel, veliko manj sebično daš svojim otrokom, kot bi dal komurkoli drugemu. In v tem je tudi ta moč družinskega podjetja, da enostavno konkurira lahko z največjim. Problem je, kako uspešno delegirati v družinskem podjetju. Večina teh ustanoviteljev ali pa starešin je ful karizmatičnih, vse ve najbolje in ima toliko uspeha, da se samozavest nabila do te mere, da ne zaupajo drugim, niti lastnim otrokom ne. To sem velikokrat doživel, da je bila velika nezaupnica med očetom, hčerko, očetkom sina, ki naj bi potem vodila podjetje, dobila sta pa samo ene, bi rekel, čisto male naloge. Kako ločevati zasebno in poslovno življenje, pa tretje. Torej, če želimo imeti uspešno podjetje, dobro podjetje, ne bomo mogli po domače delati, ne bomo mogli vsakega bratranca, sestrično, ki je brez službe, vzeti v službo, tudi če nima kvalifikacije, ne bomo mogli preferirati družinskih članov, ko napredujemo, če pa imamo v podjetju sposobne druge ljudi, ki ne bojo pobegnili, če ne bojo imeli šanse za razvoj. Tako da tukaj, bi rekel, je ena velika stvar, kaj je pravično za zasebno življenje, ni vedno pravično za poslovno življenje. Hkrati pa veliko družinskih podjetnikov, vsaj te prve generacije, nima kaj dosti zasebnega življenja. Ponavadi delata mož in žena v podjetju, pogovarjate se o podjetniških stvareh, otroci so zgrajeni ali pa vzgojeni v tem,
tem duhu in vsak dan dopusta je odveč, ker pač podjetje potrebuje delo in uspeh in je veliko tega odrekanja. Torej tudi tukaj je potem potrebno najti eno zdravo mero, da se motivira naslednjo generacijo za tak način življenja. Ker če imate srečo, da ste rojeni v družini, ki ima že podjetje in ima nekaj denarja, boste mogoče želeli tudi ta denar trošiti in si narediti življenje na tak način, da vam bo zanimivo. Če boste imeli pa pred očmi to stalno odrekanje in 100% samo družinsko podjetje, pa seveda tudi ne boste z zanimanjem sledili tej poti. Kaj lahko AV Consulting, torej najno podjetje, ki ga vodijo z ženo, doda na vašo diskusijo? So oba Slovenca, poznamo slovenske podjetnike, hkrati pa živijo v tujini in tudi spoznava veliko nemških in tudi drugih mednarodnih družinskih podjetnikov. Svetovalni projekti ti omogočijo, da enkrat, ko te družina sprejme, spoznaš njihov način delovanja in prednosti teh podjetij. In če to vidiš v različnih ekonomijah, tudi bolj, bi rekel, razvitih ekonomijah, ne samo Nemčija, tudi Švica, v Dubaju delava veliko, je to dober zgled za tudi slovenska podjetja. Hkrati sem pa zdaj že zadnjih nekaj let mentor posameznih podjetnikov, deloma že zato, ker so me starši poznali, pa so me izbrali, deloma pa zato, ker so si sami nasledniki, otroci izbrali in so rekli, ok, potrebujemo nekoga, ki ga bomo vprašali, ki ni moj oče, pa kljub temu ima izkušnje ali pa mogoče še kakšno stvar več ve, tako da bojo lahko bolj samostojno delovali. In podobno imam tudi v Nemčiji dve podjetji, trenutno, kjer pomagam naslednikom, in najbolj znano podjetje v Nemčiji, kjer sem pa 10 let pomagal naslednikom, je pa Conrad Electronics, ko je imelo podjetje 150 milijonov evrov prihodkov in po 10 letih je imel 1,5 milijarde. Inštitut za družinska podjetja v Ingolstadtu sem ustanovil zato, ker sem to, bi rekel, imel nekega odziva in nekega znanja na tem področju, da sem prosil, če vsako leto imam predavanje za magistrske študente prav na to temo, takega predmeta, čeprav sem se prav pozanimal, v Sloveniji še ni. Podoben predmet ima tudi najboljša evropska fakulteta za ekonomijo, to je v St. Gallen v Švici. In tukaj sem dolga leta z direktorjem ali pa z vodjem te razvojne smeri, ki je generalni direktor Hippy Baby Food, skupine HIP, to je neko družinsko podjetje, ki v panogi baby food dosega za Danone in Nestlé 3. mesto v svetu. In čeprav je družinsko podjetje, čeprav ga vodi družina, lahko kljubuje takim velikim mega koncernom, kot so te. Ta 7. točko sem zdaj dodal v zadnjih letih, poleg uspehov vedno pridejo tudi neuspehi. In ni to vsi primeri uspešni. In vsakega neuspeha se človek še celo več nauči kot iz uspeha. Zato bom mogoče tudi kakšen neuspeh z vami delil in ne samo te zgodbe uspehov, ki jih vsi radi slišijo. Vrednote in vizije družine. Začel sem to zgodbo z družinskimi podjetji, z to knjigo objavil leta 2017, Postanite prvi na svetu. In v Sloveniji so se v glavnem odzvali na to knjigo samo družinski podjetniki. In še to samo družinski podjetniki iz take skupine, ki so sami bolj športni duh, samozavestni in so rekli, ok, če obstaja znanje, kako sem lahko prvi na svetu, to znanje bi pa rad spoznal. In če to postane vrednota in vizija, je tako podjetje lahko peljati. Zdaj vam pa dam, bi rekel, še alternative. Če pogledamo družinske podjetnike, imamo veliko takih, ki reče, živim, da delam. To je predvsem ta prva generacija. Njihovi otroci bo že prej rekli, delam, da živim. In kako bomo zdaj uskladili nasledstvo, če bo zahteval oče od sina, od hčerke, ali pa mama od sina in hčerke to, da živi, da dela. Jaz imam primer v Nemčiji, ko se niso mogli zmeniti za normalen delovni čas. In 3 nasledniki in vsi 3 so imeli isti problem s svojimi starši, ker starši so delali od jutra, 5 zjutraj so začeli do zvečer do 10 in ni bilo časa za nič. In na glavnih revolucij bila, da so te vrednote mladine
starši sprejeli, da imajo neke seje uprave, ker se slišijo in vidijo in da ne rabijo vsak dan tekati po hodnikih pa čakati 10 ur zvečer, da bo izvedel, kaj bo naslednja odločitev, naslednji korak. Osebna potrošnja ali pa poslovni uspeh, sem že prej omenil, varnost, podjetniško tveganje sta hude alternative, povezanost v lokalnem okolju ali pa želja po odkrivanju sveta, zaupam v sebe, zaupam v stroko, jaz bi rekel, prej naslednja generacija zaupa v stroko, kot pa ta ustanoviteljska generacija. Prioriteta na razvoju članov družine, to sem že prej tudi omenil, da imajo preferenco, ali pa razvoj najboljših sodelavcev, ne glede na članstvo v družini. Tako je bilo na primer v Bertelsmannu, kjer je sin lastnika Mona bil na 3. nivoju vodenja, čeprav je bil že star blizu 50 let. Nikoli ni bil tako uspešen kot zunanje zaposleni menedžerji, da bi ga lahko firma napredovala. In gledajte, to je, treba imeti tudi pogum kot oče, da kaj takega dopustiš, ker sigurno se sin tudi daje izziv, zakaj ne more priti do vrha podjetja, ampak za vse so vladali enaki kriteriji. Potem vsi otroci imajo pravico do enakih deležev. Rečemo, da en otrok je rojen za to podjetje, dela noč in dan, da drug otrok pa sploh nima tega poklica. Otroci dedujejo vsakmu po 50%. A zdaj bo pa ta sin, ki je že itak ali pa štirka delal 20 let v tem podjetju, zbral denar, da bo še izplačal onega drugega, ki ni nič naredil. Torej, to so določene pravičnosti, nepravičnosti in zato tudi veliko podjetij reče, delež v odločanju in lastništvu si pridobimo le za delom. Ali pa najstarejši sin bo naslednik. Še vedno je pogosto ta logika. Kaj pa, če je mlajši brat bolj zagnan in več ve? Ne? Tako da vizija sledi po tem vrednotam. Ko pa enkrat imamo vrednote, je pa, bi rekel, lažje, ker prihajamo že na področje ekonomije, kjer neka logika ekonomska velja. Torej, v knjigi Postanite prvi na svetu sem objavil tudi to metodologijo, kjer so 4 različni tipi zmagovalcev in ključni zmagovalci v Sloveniji so lokalni specialisti, v neki niši lokalni ste dobri in tam uspevate. Če imamo zagon, lahko v določenih nišah tudi postanemo mednarodni zmagovalci. Zdaj pa mogoče, da pomahajo vsi tisti, ki se že imajo za mednarodne zmagovalce. Ja, lahko, seveda. Kdo se ima za mednarodnega zmagovalca? Lahko dvigne roko? Oziroma klikne na roko? A lahko pa parafraziram mogoče malo vprašanje, pa rečem, kdo se ima za mednarodnega zmagovalca v svoji niši? Da ne bo kdo mislil, da mora biti BMW ali kaj podobnega. Aha, imamo 2 roki dvignjeni. Okay. No, torej, tukaj je še dolga pot pred vami, ker negativna zgodba tega je, da na dolgi rok lokalni specialist procentualno v vseh uspešnih podjetjih pada. Če je na začetku neke koncentracije panoge 40% vseh podjetij lokalnih specialistov, ki so uspešni, je teh samo še 7% in kar 70% je tistih, ki so uspešni v koncentriranih panogah, ki so mednarodni zmagovalci, ker najlažje domači trg ščitiš, če si tudi v tujini konkurenčen. Torej se moraš pa vedno bati, da bo nekdo, ki je boljši, prišel k tebi. Naslednja stopnja velikosti je potem regionalni heroj in potem panožni globalist. Bom na hitro iz knjige prebral en primer k vsakemu od teh 4. Torej, Gebrüder Peters je primer nemškega podjetja, ki deluje praviloma na domačem trgu in fokusira tudi na domačo produktno nišo. Gebäude Technik že izraža, to je servisno podjetje, ustanovljeno je, tukaj piše 1990, to je napaka, 1890, pardon. Ampak od 2080 naprej ga pa v 4. generaciji vodi Fritz Ferdinand Peters, ki skupaj z bratom in očetom drži 100% lastništvo. S tem, da si je Fritz priboril, da ima 80% lastništva, drugače ne bi prevzel firme, ker je rekel, ok, jaz bom dal svoje življenje za to, bil je svetovalec, imel dobro
dober poklic drugje, rekel, če hočete, da vam vodam firmo, vam nekaj z te firme naredim, bom jaz glavni lastnik. Torej, ni kupil teh deležev, dobil jih je. Podjetje je bilo ob ustanovitvi eno prvih na svojem področju in do danes uspelo zadržati vodilni položaj na Bavarskem v električnih in vodoinštalaterskih storitvah za avtomobilsko industrijo. Občasno imajo projekte v tujini, vendar so ti vezani izključno na podporo izgradnje tovarn bavarskih proizvajalcev avtomobilov v tujini. Po prevzemu nasledstva je Fritz Peters v zadnjih 3 letih izjemno pospešil rast podjetja. Tako da se bo letos podjetje uvrstilo med največjih 2000 nemških družinskih podjetij, katerih spodnja meja 120 milijonov evrov. Odločil se je, da ohrani tudi v prihodnjih 5 letih to strategijo in bo z njo dosegel 300 milijonov evrov prihodkov. Torej iz 50 na 120 v 3 letih in zdaj naprej na 300. Zdaj si pa predstavljate, koliko je delež tega brata, ki je 20% dobil od staršev in se je verjetno na začetku malo jezil, ampak 20% od 50 milijonov je malo, ampak 20% od 300 milijonov je pa že 30, je pa že več kot 50%, kot če bi podjetje ostalo tako, kot je bilo. Torej, on se še vedno s svojimi hobiji ukvarja, je kitarist, ima svoj band, tudi svojo založbo muzik in plošč. Njegov brat fura družinsko podjetje in on kljub temu bo rasel s tem razvojem. Torej, lahko se tudi tu neko pravičnost uredi. Tata Motors je pač največji regionalni heroj, ki obstaja, to je pač v Indiji firma, ki pa je tudi zelo dobra, da se vidi, kako lahko tak velik konglomerat rata iz družinskega podjetja. Torej, leta 1869 ga je ustanovil Parson tata in to podjetje ima danes že 700,000 zaposlenih. Je deloma že na borzi. Trenutno ga vodi Ratan tata, ki je 82 let star in si je to, bi rekel, delovno mesto pridobil s tem, da je šel na Harvard Business School, ki velja za eno najboljših poslovnih šol na svetu, diplomiral tam, potem razvijal te koncepte in konkurira z največjimi. Torej, Jaguar, Rover, to so vse firme, ki jih je uspel kupiti in trenutno nima direktnega svojega nasledstva in je začel zaposlovati profije, torej v Indiji tudi Nemci nekaj pomenijo in trenutno za Tata Motors je vzel Nemca, Günter Bučeka, ki je pri Airbusu v Nemčiji vodil podjetje in se je pač tam po nekih kriterijih zaposlil. In zdaj, ko bomo šli na naslednjo skupino, mednarodni zmagovalec BMW, bomo videli podobno zgodbo. Še vedno je to ogromno podjetje, ampak tudi v tem podjetju, če pogledate, sta 2 lastnika, ki še vedno definirata zgodbo, Štefan Quandt, 96% in sestra Suzanne Klatten, si izplačujeta več 100 milijonov dobička na leto, torej plačujeta pa tudi svojim menedžerjem tržne plače, tako da če primerjamo plačo, ki jo dobi lahko nek zaposlen menedžer pri BMW-ju, kot 15. največjem podjetju na svetu v tej panogi in pogledamo tukaj plačo od menedžerja, ki vodi največjo družinsko podjetje v Nemčiji, največjo podjetje sploh v avtomobilski industriji Volkswagen, vidimo, da je to podoben sistem. Za razliko od tam tudi je tukaj nekdo vodi podjetje, ki pa se je interno profiliral. Torej, Herbert Diess ni član lastniške družine, ampak je začel svojo poslovno pot pri BMW in Volkswagen, pri Robertu Boschu. Kasneje je postal generalni direktor enote Bosch v Španiji. Bosch je dobavitelj, torej so se dobro poznali in ga je BMW leta 1996 vzel, ker je bil BMW dober, ga je Volkswagen vzel, plače so primerljive, izkušnja je večja in na tak način pač nekdo pride do tega položaja. Ni v družinsko povezan, tudi se ni poročil s hčerko od lastnika, ampak enostavno z delom v panogi in naredil tak, bi rekel, prodor, da si je lahko tako funkcijo priboril. In zdaj smo pa že pri kriterijih za izbor vodje. Goran, mogoče predno pridemo na konkretne kriterije, se kdo hudo ne sklada z mano in reče, da kar sem tukaj povedal, ne velja za Slovenijo in te zgodbe so pravljice za nas. Če kdo javi? Ni nikogar. Ni nikogar. Predlagam, da kar nadaljujeva. Okay.
Zdaj gremo v tehniko, ker bi rekel, tehnika je simpel in tudi nisem prvi, ki sem v tej tehniki pisal. Mogoče pa prvi, ki na desni strani je poenostavil. Torej, ko jaz gledam po 4 kriterijih. Samozavest, disciplina, prepričljivost in odločnost. Torej, če ima nekdo te 4 vrline, rečem, da ta je lahko postane prvi na svetu. Ker sem delal s številnimi podjetniki, družinskimi podjetniki, ki so naredili dobre zgodbe. Vsi so bili samozavestni, vsi so bili zelo disciplinirani, vsi so bili zelo prepričljivi in zelo odločni. Tako da, zdaj tista prva skupina, ki jo danes targetiram, ali ste primeren naslednik. Torej, če niste samozavesten, pa če nimate discipline, prepričljivosti in odločnosti, mogoče res bolje, da si najdete eno vlogo v podjetju, ki je lastniška vloga, ampak za vodenje podjetja poiščete nekoga, ki ima te lastnosti, ker na tak način bo podjetje za vas ustvarilo več denarja in večjo vrednost, večjo stabilnost. Če pa gremo bolj, bi rekel, detaljno, lahko pogledamo, kakšno je stanje v Sloveniji. Torej, le 24% analiziranih podjetnikov ima univerzitetno izobrazbo, to je veliko nižje kot rečemo v Nemčiji, kar 50% srednjo strokovno in splošno izobrazbo in 26% poklicno izobrazbo. Ne rečem, da ni dobro imeti poklicno izobrazbo, tudi Peters ima poklicno izobrazbo, ampak kljub temu se je potem šolal naprej za vodstveno vlogo. Uradna izobrazba sicer ni pogoj za uspešnega podjetnika, je pa dobra odskočna deska za nadaljnje usposabljanje podjetnika s sodobnimi veščinami poslovodenja, ki vključuje različne statistične metode, informacijske sisteme, sistematične analize, razvijanje konceptov in strukturiranje dela, kot tudi razumevanje psiholoških in socioloških pravil, potrebnih za motivacijo in vodenje sodelavcev. Te si pa lahko podjetniki pridobijo tudi brez akademske izobrazbe, z branjem strokovne literature, strokovnim usposabljanjem, sodelovanjem s svetovalci, potrebna je le volja za redno izobraževanje. Torej, jaz sem univerzitetni profesor, najboljši prijatelj Igor Zihelj je pa podjetnik, družinski podjetnik, nikoli ni končal faksa, ker sem mu modil delati in naredil svoje podjetje že pri 20 letih iz garaže. Vsak od naju je svojo pot šel, on je mogoče celo bolj raziskovalni tip kot jaz, čeprav nima te formalne izobrazbe. Ampak če pa imaš, ali pa če pa nimaš volje, da se učiš, potem pa podjetje ne boš mogel dobro voditi. Ker samo to, da si ga dedoval od staršev, ni dovolj, da bo uspešno. In podjetje, ki ni uspešno, se hitro izgubi vrednost. Torej, ne glede na formalno izobrazbo je pomembno, da ima podjetnik, ki vodi podjetje, vodstvene kompetence, ne glede ali član lastniške družine ali ne. Pri tem pa ločam 2 tipa, ali pa bi rekel 2 komponente, kompetence glede na usmerjenost v produktivnost dela in tudi kompetence, da naredimo dobro delovno vzdušje v podjetju, ker tudi to je enako pomembno kot produktivnost podjetja, da lahko podjetje postane uspešno. Samo na hitro grem prebrati naslove, da ne bomo tukaj brez časa izgubljali. Podjetniško razmišljanje in delovanje, sposobnost razumevanja potreb kupcev, sposobnost prenašanja znanja, upravljanje s časom. To je prvi del vodstvenih kompetenc produktivnosti. Goran, prosim, vprašaj, naj dvigne roko vsak, ki misli, da te 4 kompetence ima. Kar lahko. Ja? To meni, da ima te 4 kompetence. Torej, podjetniško razmišljanje in delovanje, sposobnost razumevanja potreb kupcev, sposobnost prenašanja znanja in upravljanje s časom. Sedemdeset ljudi imamo, koliko jih je dvignilo roko? 52 trenutno prisotnih, 11, 12 rok, 13, še se pojavljajo, zdaj smo na 16. Recimo, da smo blizu 20. 20. Vsak odstotek, jaz mislim, da vas je malo sram, ampak to bi rekel, so take osnovne kompetence, ki jih rabite. Pol pa zavedanje pomena lastnega strokovnega razvoja, pozitiven odnos do sprememb, inovativnost in kreativnost, pa delegiranje. No, ne dvignejo roko tisti, ki to imajo, pa da ne jih bo več kot 20 tokrat. Zdaj bi predlagal, da najprej Saša zbriše roke, prejšnje, pa bomo potem štartali še enkrat za teh 5. Saša, prosim, če lahko zbrišeš roke. Ostali ne klikajte. Evo, še malo.
Tako, hvala Saša, zdaj pa klikate tisti, ki menite, da imate naslednje kompetence: zavedanje pomena lastnega strokovnega razvoja, pozitiven odnos do sprememb, inovativnost in kreativnost in delegiranje. No, tukaj smo pa čez 20. No, vidite, malo ste se zbudili. Imamo še dve take vaje. Komunikacijske veščine in nastopanje v javnosti, ustvarjanje kulture timskega dela, ustvarjanje pozitivnih medsebojnih odnosov ter motiviranje sodelavcev. Vidite, to je pa zdaj že pozitivno vzdušje, to pa ne bi bila stvar, ki ne bi druga generacija pripeljala, ker ti ustanovitelji, egotripi ponavadi na to ne gledajo toliko in mislijo, če imajo denar, lahko z denarjem kupijo vse. Tako da naslednja generacija ponavadi se že več uči, dela z ljudmi, psihološko in tako naprej. Torej, prosim še enkrat, dvignite roko, kdo ima te veščine. Samo trenutek, da samo zbrišemo rokce. Še malce. Evo, in od tega trenutka naprej, kdo misli, da zna, bom rekel, zelo preprosto narediti zelo pozitivno vzdušje v svojem podjetju? No, tukaj smo pa pri dobrih 10. Vidite, tukaj ponavadi je to tako moja izkušnja, da oni prve na produktivnost usmerjanje je več in na te, bi rekel, bolj mehke vrline ljudje ne gledajo toliko, zato ker pač so toliko usmerjeno delo, ampak tukaj izgubite, ker delegirate lahko samo, če so ljudje, bi rekel, vaši, če ste jih pravilno zmotivirali. Še ta zadnje 4, empatija, čustvena inteligenca, to bom razložil, sposobnost sočustvovati z drugimi, biti obziren do zaposlenih, glede na njihovo psihično in čustveno stanje. Torej, empatija, karizmatičnost, samonadzor, pa ločevanje zasebnega in poslovnega življenja. To sem tudi uvrstil pod pozitivno vzdušje, pač nikam resno ne paše, pa sem ga tukaj dal. Tako da te 4 značilnosti, kdo jih ima, ali pa kdo se jih je že naučil. Kar izvolite, se pravi empatija in čustvena inteligenca, karizmatičnost, samonadzor in ločevanje zasebnega in poslovnega življenja. Malce več kot prej, okoli 15-16, no, bližamo se 20. Kaj je nauk te zgodbe? Da ni samo dober vodja tisti, ki pač pozna kupca in zna zaslužiti denar, ampak tisti, ki zna iz ljudi čim več pozitivne energije potegniti. In to je treba se učiti. To ni tako enostavno, zato obstajajo veliko različne metode, tudi šolanja, mentorstva in tako naprej. Sedaj pa, bi rekel, glavna stvar za mene, preskok do upravljanja. Torej, najina knjiga gradi na 5 preskokih. In mi da rečeva, da podjetja, družinska podjetja, ki hočejo biti na dolgi rok zelo uspešna, morajo najprej narediti preskok transparentnosti, torej, da je podjetje transparentno, da ima sisteme, da se vidi podatke, analize in tako naprej. Drugi preskok je skladnost. To so neki standardi, neki procesi, ki vam omogočajo, bi rekel, in zakonito in hkrati tudi, bi rekel, stabilno poslovanje. Šele tretji preskok je uspešnost, ta dobiček, za katerim vsi strmimo. In četrti preskok je strategija. Če je podjetje transparentno, skladno, uspešno in strateško, a morate vi kot lastnik sploh še sam voditi? Torej, vi takrat lahko greste v funkcijo upravljanja in zaposlite nekoga, ki pač dela za vas v okviru teh okvirov transparentnosti, skladnosti, ki ste jih postavili. In pol je to, bi rekel, pravilni management podjetja, ker če ste vi sam upravljalec, lastnik in vodja, pa nekaj ne gre dobro, a boste sam sebe kritiziral, kako boste to naredili. Če pa ste vi upravljalec, lastnik in nekdo drug v transparentnem, skladnem, uspešnem in strateško dobro pozicioniranem podjetju deluje za vas. Kritizirate, mu date dodatne motivacije in tako naprej. Torej, pravilni sistem dela je za mene tak,
da je družinsko podjetje upravljeno strani družine, vodeno strani profesionalcev. Evo, pri tem imamo pa 4 alternative. Zakaj 4? Lahko proaktivno izbiramo, imamo dovolj časa za pripravo nasledstva in takrat lahko, bi rekel, se gremo izbor nasledstva izven družine, najdemo nekoga za strateški razvoj, ki nekaj doda, kar prej ne znamo, torej če smo si postavili cilj, da hočemo imeti mednarodni zmagovalec, verjetno sami ne poznamo toliko nemških trgov, torej bomo poskusili nekoga zaposliti, ki nam bo to zgradil. Če pa imamo, bi rekel, to tencijo, da hočemo res samo iz družine ven, jaz temu rečem operativni razvoj, ker pravega preboja takrat ne bomo imeli, ker bomo podobno delali, kar smo že prej delali, razen če smo se sami že usposobili za strateški razvoj. Če pa je reaktivno nasledstvo, je pa drugače, je pa časovni pritisk. In takrat največkrat družina sama kadruje. In temu jaz rečem krizni menedžment. Nekaj se zgodi, odpusti se menedžer, karkoli že, nekdo bo iz družine skočil. A je to res recept za pozdravljanje nekega podjetja? Ponavadi ni. Tudi tukaj, če je reaktivno, jaz bi ločil to, upravljanje in vodenje, in tudi tukaj bi nekoga izven pripeljal, ki pač zna prestrukturirati, da se bo tudi trajno rešitev našla, ne samo tisti, short-term krizni management. Če dam par slovenskih primerov, s katerim sem delal v zadnjih nekaj letih, Nice Label. Nice Label je, bilo družinsko podjetje iz Šenčurja ali pa v bližini Kranja, Europlus se je imenovalo, in lastnik se je odločil, da hoče svetovni med vodilnimi na svetu. A je to lahko sam naredil? Ni, njegov sin je bil premlad in je, ponudil partnerstvo mednarodnim menedžerjem, ki so vključili in si naredili iz tega podjetja slovenskimi koreninami tretjega v svoji panogi barcode labeling, torej označevanje. In 80% vseh big fortune companies sveta so že njihovi kupci. To ne bi mogel on narediti Šenčurja sam, ker enostavno ne bi imel znanja, kako bi lahko take kupce pridobil. Ja? Proaktivni izbor člana družine ima en pozitiven pa en manj pozitiven primer. Pozitiven primer Euronova, torej starša rada potujeta, še nista 60 let, imata 2 sinova, ki sta tam okoli 25 in se sama si želela voditi podjetje. To je idealno. Prvo leto sta mogoče še malo gledala, kaj delata, drugo leto jih težko še kje dobiš razen na kakšnem letnem potovanju. Jamnik Medvode je druga zgodba, oče Ljubo si je zamislil nekaj, kar njegov sin ni hotel delati in je bilo pol en čas tako, da čeprav je sin imel zasluge za to podjetje, oče ni bil z njim zadovoljen, pol je dal zgodbo drugemu sinu. In jaz pravim, da je dobro podjetje, ampak lahko bi ta, proaktivni izbor potekal drugače in bi moralo podjetje manj treniti. Dober primer slovenskega reaktivnega nasledstva iz družine MDM. Rok Dražler je bil olimpijec, je bil na olimpijadi za biciklizem, oče je umrl, nikdor ga ni mogel nadomeščati, pustil kariero, skočil v podjetje in iz 2 milijona naredil 60 milijonov prihodkov, glih zdaj je bil 40 let, tako da je to naredil v zadnjih 10-15 letih. AV Consulting, izbor nasledstva izven družine, reaktivno nasledstvo. Glejte, mi sami imamo firmo v Dubaju, zdaj je bila korona, kdo bo pazil na njo. So začeli iskati partnerje, ki bi pač fizično bili v Dubaju, da bi zgodbo peljali. Ja, ni tako simpel. Tako da sem tudi sam v tej isti situaciji in trenutno še vedno kljub koroni z ženo potuje vsak mesec v Dubaj, ker pač tam ni nobenega razen naju. Včasih, ko korone ni bilo, smo lahko to delali. Smo bili v enem mesecu lahko na 4 krajih. Zdaj pa to malo težje.
Primeri tujih podjetij, Konrada sem že prej rekel, Proaktivni izbor iz družine, Martin Majer, z njim trenutno sodelujem, sta 2 sina, pa še ta tretji je bratranec, in pač imajo določene vrednote, drugačne kot starši, ampak se zgodba sistematično odvija. Zdaj smo naredili družinsko ustavo, kjer so določene stvari že regulirane in gre zgodba v pravo smer. Proaktivni izbor izven družine, vsa podjetja, ki se prej naštejo, VW, BMW, Tata, tudi Ferrari sem dal gor. Ferrari šele 2. generacija, ampak ko je oče umrl, sin prodal Fiatu in kljub temu na nek način še fura podjetja, ampak zdaj v bistvu podjetje deloma že na borzi. Fiat ima tudi manjšinsko lastništvo in se profesionalno vodi. Reaktivno nasledstvo sem prej rekel HIP. Tukaj v bistvu je bilo dosti nekih variant, kako bojo sinovi od enega brata vodili, čeprav je drug brat večinski lastnik, ima pa samo 3 hčerke, v Nemčiji hčerka nič ne šteje, torej kdo bo vodil podjetje. Dali so enemu Nemcu, ki je pol umrl, ker se je zaletel z avtom in potem bila spet zgodba na začetku. Trenutno je predsednik te podjetja lastnik Mileja, ker so pač lažje se zmenili, da bo vodil nadzorni svet nekdo izven družine, ker se družina ni mogla zmeniti. Bertelsmann, sem rekel, reaktivno nasledstvo, izbor nasledstva izven družine. Tukaj so pa imeli menedžerje, z njimi niso bili zadovoljni, so jih menjali in bi rekel, tudi vedno znova pod časovnim pritiskom so se dogajale stvari, dokler niso potem našli nekoga, ki zdaj pa se zadnjih 10 let vodi stabilno. Kaj so konkretni nasveti? Goran mi je dal 45 minut in te se zdaj počasi iztekajo. Torej, moj nasvet najprej izbranemu nasledniku iz družine, če mu to delo v družinskem podjetju ni izziv. Zdaj, če bi to vprašanje dal za roko dvigen, dvomim, da bi se kdo javil, ampak Goran, probaj. A ima kdo pogum, da dvigne roko, da bo naslednik in mu to ni izziv? Je kdo med vami takšen, da vam ni izziv voditi svoje družinsko podjetje? Ne. Imel si prav. Jaz grem staviti, da če boste sami doma, pa pač ponoči razmišljali še enkrat o tem vprašanju, marsikdo si bo rekel, bi pa raje vozil dirke Formula 1 ali pa bi raje, televizijski ali pa gledališki igralec ali pa karkoli že. Tako da ljudje imajo različne poklice. Torej, za vse tiste, ki pa pri sebi redko razmišljate, usposobite se za upravljalca in se posvetite poklicu, ki vas veseli. Za upravljanje podjetja potrebujete le nekaj ur časa na teden ter enkrat mesečno čas za sejo nadzornega sveta, kar lahko opravite poleg vašega osnovnega poklica. Za vodenje podjetja izberite strokovnjaka za to delo po objektivnih kriterijih. Pomoč pri izbiri vodje podjetja lahko naročite pri svetovalnih hišah, ki so za to delo specializirane. Če ne želite prevzeti prevelike odgovornosti samostojnega upravljanja podjetja oziroma vas strokovno usposabljanje za upravljanje podjetja ne veseli, lahko prodate deleže podjetja strateškim kupcem iz panoge ali investicijskim skladom, ki bodo aktivno sodelovali v nadzornem svetu in so za funkcijo upravljanja že strokovno usposobljeni. Odvisno od ponudbe investorja in vaše osebne želje pa samostojnem odločanju lahko prodate le delež in s tem ohranite pravico do samostojnega odločanja, ali pa prodate večinski delež in s tem zagotovite to informacijo redno o poslovnem razvoju, ampak odločate pa več ne. Torej, vidite tukaj veliko možnosti, da vi sledite svojim sanjam, hkrati pa tudi ostanete lastnik ali pa delni lastnik vašega podjetja in predvsem to, da gre vašemu podjetju zelo dobro naprej. To pa jaz jamčim, da bo šlo podjetje bolje naprej, če bo nekdo, ki nima to kot izziv, prepustil to drugim, pa bo samo kontroliral, kot pa, če bo nekdo vodil podjetje, pol pa ob 2 domov hodil, ker gre raje ob petkih jadrat čez vikend, kot pa, da bi vodil družinsko podjetje. Ker teh sem pa veliko v Sloveniji videl, ki mislijo, da znajo voditi podjetje, pa da ga morajo voditi, ker so sinovi ustanoviteljev, imajo pa toliko močne hobije, da jim več pomeni ali jadranje, ali golf, ali karkoli že, kot pa to, da bi res, bi rekel, od jutra do večera, kar je potrebno za ta poklic naredili. Je pa ta druga skupina naslednikom, čemu je delo v družinskem podjetju izziv. Zdaj pa vsi nasledniki, prosim, dvignite roko, ki si želite voditi podjetje.
Izvolite. Ali pa potencialni nasledniki, še te dodeva. Nasledniki in potencialni nasledniki. A je kakšna roka? Je 11 strok. 11 strok? Ja. V bistvu to fenomen od začetka, da je 60 ljudi je tistih, bi rekel, ustanoviteljev prva generacija. Ok, torej, vi nasledniki, vas 11, začnite delati v podjetju, upam, da ste že kot otrok ali pa v času formalnega šolanja in študija, da boste spoznali čim več procesov dela in sodelavcev ter dobili vpogled v kupce, konkurente in dobavitelje vašega družinskega podjetja. Poleg vaše osnovne tehnične stroke pridobite še osnovno znanje poslovodenja, na primer v MBA programu. Pridobite vodstvene izkušnje izven družinskega podjetja z delom v tujini in z delom v drugih podjetjih vaše panoge. Torej, najlažje to dosežete, če se za nekaj let zaposlite pri mednarodnem svetovalnem podjetju in v okviru tega dela sodelujete na projektih z vodilnimi podjetji iz vaše panoge. Ker včasih vas ne bo noč spustili, konzultantske firme pa noč spustijo. Če želite delati pri nas, pri Navi Consultingu, z veseljem vas sprejmemo, ker jaz mislim, da nekdo, ki si želi voditi družinsko podjetje na dolgi rok, je vedno dober konzultant. Hkrati mu pa mi tudi omogočimo to, da se naučijo nekih analitičnih metod, ki si drugač ne, in preko sem rekel Peters, Majer, Konrad, vsi ti ljudje so bili vrhunsko usposobljeni, imeli svoje, rekel, poslovne šole, doktorate in tako naprej. Hkrati pa tudi par let delali v konzultantskih firmah, ker na tak način so spoznali neke best practices, kakor rečejo tujci. Ob prevzemu vodenja si pridobite mentorja, ki bo imel že dolgoletne izkušnje s poslovodenjem, da se boste lahko z njim redno posvetovali. Tudi jaz, ko sem v mladih letih vodil Bertelsmann področje za knjige, sem imel še 2 mentorja, enega za finančno področje, enega za tržno, sem bila oba že v penziji in sem z njima super sodeloval. Jaz sem imel energijo in moč, da potujem in vse to, ona dva sta imela izkušnje. Nisem pa rabo spraševati predhodnika, ker to je vedno težko, če sprašujete predhodnika, ker se nikoli ne boste osamosvojili. Predvsem pa ne odločate o vsem sami, ampak organizirate redna srečanja nadzornega sveta. Torej vsak rabi spet svojega šefa, svojega, tam pa so lahko vaši solastniki, starši, karkoli že. Hkrati pa za posamezna področja, kot naprimer prodaja, razvoj, proizvodna nabava, ko boste rastli, zaposlujte profije, ker za vsako področje se vedno še kdo lahko specializira in na tem področju še boljši kot vi sami. Zdaj pa ta zadnja je pa za večino vas nasvet ustanovitelju oziroma vodji družinskega podjetja, ki ureja nasledstvo. Torej, prva točka, opredelite in zapišite vrednote in vizijo. Se spomnite, kaj je vrednota? A želite imeti predvsem dobiček ali osebno potrošnjo, ali hočete imeti varnost, podjetniško, riziko. Torej, cel kup teh vrednot, ki jih je treba opredeliti. Predvsem pa, hočete ostati lokalni specialist, ali boste šel naprej in delali kot mednarodni zmagovalec oziroma celo kot regionalni heroj. Druga točka, poslušajte želje vaših otrok ali drugih prioritetnih kandidatov in jih ne silite v nasledstvo, če to za njih ni izziv. Tretja točka, za vodenje podjetja izberite strokovnjaka za to delo po objektivnih kriterijih, to, kar smo prešli skozi, tistih 16. Pomoč pri izbiri vodje podjetja lahko naročite pri stvarnih hišah, ki so za to delo specializirane. Zakaj? Ker težko se je znotraj družine ponovati uskladiti, predvsem, da ne bi komu delali krivic. V predhodnem obdobju, ki naj ne bo daljše od 24 mesecev, spremljajte delo vašega izbranega naslednika, ter ga sami usposabljate. Po koncu prehodnega obdobja prevzemite vlogo upravljalca v podjetju in prepustite operativno vodenje podjetja izbranemu nasledniku. V pomoč naj si naslednik po potrebi izbere novega mentorja, vi se pa odcepite od vloge mentorja in od operativnih odločitev. Če z delom vašega naslednika ne boste zadovoljni, mu v obliki mesečnih srečanj dajete strateške usmeritve. Vsaj 12 mesecev. Predno ga zamenjate ali prodate podjetje zaradi nezaupanja v nasledstvo. Ok, Goran, jaz sem se držal časa, zdaj pa mogoče, da odpremo diskusijo. Najlepša hvala, gospod Andrej Vizjak, za celotno predavanje in vse te nasvete.
res izčrpno, tudi lepo sistematično na koncu, tako da predlagam, da res preidemo tudi na vprašanja. Kot že rečeno, lahko postavite vprašanje na ikonci chat ali pa tudi tako, da dvignete roko. Tako da predlagam, da se kar javite. Mogoče Miran Ravtar tam, on mi obljubil, da bo kakšno vprašanje postavil, ker je prebral knjigo namreč. Ni? No, Miran Ravtar je z nami. Miran Ravtar je z nami. A je? Trenutek, evo, že dviguje roko. Miran, predlagam, da kar vklopiš mikrofon in kamero in vprašaš. Miran, se slišimo? Se slišimo, lep pozdrav. Lep pozdrav, Miran. Kar izvoli. Zdaj jaz, ker me je Andrej prvega izzval, sem bolj hotel počakati, da bojo drugi kaj vprašali. Jaz sem tu že kar bi rekel, kak korak naprej naredil, ne samo, da sem knjigo prebral, tudi z Andrejem sva že kakšno stvar šla naprej. Jaz bi bolj pokomentiral, da mi je pač tale knjiga Andreja vam je bila všeč zaradi tega, ker je ogromno enih praktičnih stvari, ki jih vsaj jaz osebno pogrešam ali pa sem jih pogrešal do zdaj. Zdaj nekega konkretnega vprašanja glede nasledstva nimam, ker sem se že marsikaj odgovoril v tem času, tole predavanje je bilo bolj potrditev vsega skupaj. Tako da, Andrej, hvala lepa še enkrat. Hvala lepa, Miran. Še kakšno vprašanje? Še kakšno dvig roke? Sicer imam jaz eno vprašanje, Andrej, če lahko, poznamo to situacijo v Sloveniji, da kaj 66% podjetij še v prvi generaciji. Kdaj predvidevate, da se bo to razmerje začelo bistveno spreminjati? Sprašujem zaradi tega, ker smo imeli situacijo tudi, mislim, da v letu 2019, ko je bilo kar precej povpraševanja po prodaji podjetij, pa se je na koncu leta izkazalo, vsa takšna informacija sem tudi sam dobil, da zaradi seveda emocionalne navezanosti lastnikov skoraj da ni prišlo do nobene prodaje. Imamo biološko neko mejo, jaz mislim, da ta pri 80-ih. Ker kaj dosti dalj kot do 80 let pa res težko nekdo še vodi, upravlja sam. Lahko pa nekdo do 80. leta to naprej vleče. Pri Bertelsmannu so bili pa prav pravilo, da se moraš pri 60-ih umakniti. In se je tudi Mon pri 60-ih umaknil in tudi njegov naslednik, ki ni bil več član družine, ampak je bil že zaposlen menedžer, se je pri 60-ih umaknil. Tako da nekje bi rekel, je razlika med tem, kar sem rekel, mentorjem pa vodjem. Ker za vodjo res rabiš neko posebno energijo, moraš se usesti v avion, moraš to, ono drugo, noč in dan. Za mentor je dovolj, da imaš izkušnje. Pa to, kar sem prej rekel, razlika med upravljanjem in vodenjem. Vi lahko še vedno kontrolirate, če imate transparentno podjetje, če imate skladno poslovanje, če imate uspešnost in strategijo pošlihtano. Vi lahko z upravljanjem lahko dosežete to, kar bi drugače mogel 10 ur na dan tam delati. In če ste rekel, zdaj boste pa živeli življenje, če ne zdaj, ko boste stari 60, se pol, ko greš v grob, ne boš sabo vzel. Tako da iz tega vica, jaz mislim, da še vedno veliko ljudi enostavno drži vajeti v roko, ker ali nima pravega naslednika, ali pa si noče priznati, da se starajo, ampak gledajte, vsi se enkrat toliko starajo, za vsako, bi rekel, seasoned obdobje, imate svojo vlogo in zakaj ne bi nekomu drugemu prepustili to operativno borbo, ki je čisto drugačna kot pa te, bi rekel, teme, ki sem jaz načel za upravljanje. Ker če je transparentno podjetje, dobite vse informacije, ki ste jih rabili sistematično, skladno z studiranjem, lahko potem preko revizije in podobnega to kontrolirate, da se izvaja. Imate benchmarke za uspešnost in po teh kriterijih gledate. Strategija mora biti jasno dorečena, se mora tudi prikazovati redno in potem, bi rekel, inštrumenti upravljanja so pa jasni, nadzorni sveti, konzultacije, večje odločitve se vas morajo vprašati in to je to. Tako da jaz mislim, da naravna meja je trudno tle, če smo začeli leta 91 v Sloveniji, zdaj so 30 let v poslu, če so pri 30 ustanovili, so bili 60 še vodijo, če so pri 50 so zdaj že 80.
bo treba že počasi spustiti. Tako da mislim, da ta situacija se bo sama rešila. Prav. Hvala. Javil se je besedi gospod Karel Stanovnik. Karel, kar izvoli, lahko vklopiš mikrofon in kamero in vprašaš. Hvala, Goran. Zdravo, Andrej. Vprašanje imam glede tegale vašega svetovalnega podjetja. Ste rekli, da tudi z veseljem sprejmete kakšnega, bi rekel, mladega navdušenca. Kaj bi to pomenilo pravzaprav? Ne, pri nas v bistvu začeli smo digitalno svetovanje že pred 6 leti, kot drugi ljudje še niso imeli tega home officea. Ravno zato, da nekdo ne rabi biti noč in dan v službi pa fizično tja, ampak da lahko sodeluje na različne načine. In tukaj smo ful fleksibilni. Tako da so v kontaktu, se zmenjujejo in boste povedali, kaj vas veseli. Prednost pa je, da preko nas lahko vidite določene prakse v tujini, ki jih drugače ne bi. In bomo to malo obzorje povečalo. Hkrati pa lahko tudi skupaj kakšen, bi rekel, temo odpreva v vaši branži, ki jo mogoče pa boste vi lažje kot strokovnjak iz branže rešil. Tako da tukaj sem vedno za vsako sodelovanje odprt in to je ravno prednost tega trenutno digitalnega načina. Sem vprašal Gorana, a moram priti v Ljubljano za tole danes webinar in rekel, ne, vse nekje si. Tako da to je ta fleksibilnost, ki jo trenutno omogoča. Tako da sva na vezi, bom pokazal še moj e-mail ali pa tudi Goran vam bo poslal, na zadnji strani je moj e-mail in sva na vezi. Hvala za odgovor, ja. To sem tudi si želel slišati, nekaj v tem smislu. Jaz imam ta, bi rekel, morda neki izziv, ki ga ima še morda do druga, da sem začel pravzaprav delati na špici že od samega začetka in daj pravijo kakšni, da moraš malo tudi okoli po svetu pogledati v kakšne druge podjetja. Tako da to te tudi nekako še včasih malo čaka in zdaj, da to narediš ali ne, je tudi verjetno ena stvar od kriterijev za večjo možnost za uspeh ali ne, da si še, bi rekel, kje drugje zaposlen, da vidiš, kakšne imajo drugi izzive, si ti boljši ali slabši v drugih, da imaš nek benchmark, ne. Tako da z veseljem. Drugo vprašanje sem imel pa še, če lahko še to, kaj izkoristim priložnost, je pa glede tega MBA, ki ste ga tudi omenili, da ni slabo, če se tudi recimo, bi rekel, izkoristiš priložnost, pa tam kakšno znanje ali pa ta network morda pridobiš. Kaj bi bile 3 ključne, bi rekel, rezultati šolanja ali pa da narediš MBA, kaj tam največ pridobiš s tem? Jaz mislim, da je to odvisno od tega, kaj hočeš. Če ostanete lokalni specialist, rabite, bi rekel, nek lokalni krog ljudi. In potem se ne splača iti v Ameriko ali pa ne vem kam študirati, ker s temi ljudmi, ki boste tam spoznali, ne boste mogli poslovati. Tako da za take trenutno v Sloveniji imamo 3, ali pa jaz poznam 3 take bolj šole. Ena je ta standardna, ki je bila vedno pomembna, za ne vem, koliko je še aktualna, ta IEDC na Bledu. Poleg Kotruli, ta je bolj Balkan usmerjena, ima tudi v Sloveniji zagrebška šola, ima pa tudi v Beogradu pa v Bolgariji svoje postojanstvo. Pa še ta GEA College, ki pač vedno več ljudi vidim po firmah, da so ga naredili in vidim, da nekaj znajo. Tako da cene so različne, zahteve so različne. Jaz sam sem vedno strmel po svetu in jaz sem hotel na Harvard Business School, je bil predrag, tako da sem čakal, da me podjetje pošlje, Bertelsmann me tja poslal. In jaz sem šel bolj zaradi znanja kot zaradi kontaktov. Kontakte, ki sem takrat zgradil, jih pol nisem držal, ker pač neki so iz Azije, neki so iz Brazilije, ne boš jih nikoli več videl. Znanje je pa v redu, ker pač imajo res dobre profesorje in se tam nekaj drugega naučiš. Sem imel razočaran nad IMD-om v Luzani, za drage denarje me tja poslala firma in potem sem videl, da več vem sam, kot sem tam spoznal. Tako da je vprašanje ne plačati nekaj, kar ne verjamete v, ampak mora vam biti všeč in se spontano odločiti. Ni vse, kar je najdražje, najboljše. No, to bom rekel. Hvala. Hvala lepa, Karel. Imamo še eno vprašanje. Gospod Matej Šifter se je javil. Matej, kar izvoli. Dobar dan, pozdravljeni. Se slišimo? Ja, se slišimo. Vse, kar izvolite. Mene pa zanima, mogoče tako nasledstvo, zdaj tu so 2 zadeve, ne? Eno je lastništvo, eno je vodenje. Vi ste sicer poudarjali cel čas, da je pač vodenje, bolj vodenju ste mi zdi, da ste govorili, ne? Ampak kako je vaše gledanje na to,
Je možno, naprimer, samo voditi, pa lastništvo zadeve ne urediti? Je to lahko problem ali kako vi vidite to zadevo, se pravi, za naslednika? Največji problem. Jaz sem en case, prav slovenski case, ker sem spoznal en par, ki je vodil podjetje, pa se je žena razburila in rekla, glej, sestra od moža ima 50%, jaz sem žena, delam noč in dan za podjetje, sestra od moža, lastnica nič. A zdaj bova midva življenje dala 20 let in potem bova midva delila za sestro od moža. Tako da sem jaz potem kot zunanji svetovalec se vključil in pač na nek način smo prepričali, ker so dve možnosti. Vi kot mlad človek lahko rečete, bom delal, ne bom delal. Ne? In če vam ne omogočijo lastništva, ali pa če se boste delili z nekom, ki ne dela, boste sami rekel, bom pa jaz raje svoje podjetje naredil, zakaj bi zdaj tukaj za drugi ljudi delal. Tako da jaz mislim, za vašo motivacijo je zelo nujno, predno investirate čas v vodenje družinskega podjetja, da uredite lastništvo. Ker drugače ste pa delal za ljudi, ki vam nikoli ne bojo hvaležni. Pa to sestra, pa kakorkoli se to grdo sliši. Logično. Hvala vam za odgovor. Hvala. Jaz imam eno vprašanje, če smem. Ker predvsem pozornosti na eni od prosojnic ste namenili pozitivnemu vzdušju. Ja. Poznavajoč zdaj kar dobro najuspešnejše slovenske podjetnike, smo lahko v Sloveniji ponosni, da so mnogi v teh 20-30 letih prišli celo med največje izvoznike, skratka so bili zelo uspešni. Ali to, da imamo že v tem trenutku pri prvi generaciji, za katero ste omenili, da običajno ne velja tako zelo kot za drugo generacijo, da posvečajo pozornost pozitivnemu vzdušju, da imamo že zdaj tako uspešne podjetnike, ali to pomeni, da z drugo generacijo imamo izjemno priložnost, da družinsko podjetništvo še bolj zacveti? Ja. Jaz bi rekel, da uspeh prve generacije je tisti ključni ali pa klasični uspeh odrekanja. Torej, to so zelo delovni ljudje, včasih nas Slovenci tudi še celo kregajo. Jaz sem enega Južnoafricana, ki je poročen s Slovenko, družinsko podjetnico, je človek, you are all money grabbing little bastards. Ja, to se težko sliši nas Slovence, ampak v neki meri je res. Ne? In to je to odrekanje in si uspešen zato, ker enostavno veliko delaš dan in noč in pač šparov si ne zapravljaš nič in na koncu imaš uspeh. Ampak to ni to, kar je na dolgi rok, da boš potegnil ogromno ljudi za sabo. Zato prve generacije za moje pojme še ni dokazan. Še ni dokazan. Mogoče eno podjetje poznam, ki je veliko delalo na vzdušju, to je ta Studio Moderna, ki so pač veliko vlagali ljudi, veliko so jih pustili šolati, veliko so imeli teh, bi rekel, na raznih načinov, kako se družijo ob petkih, frej kuhna v službi. Mislim, marsikaj, kar normalen podjetnik ne bi naredil, ker pač enostavno mu je škoda denarja za take stvari. Tako da tu vidim šanso v drugi generaciji, če ni tako direktno vezana na to, bi rekel, pridobitništvo pa na ta dobiček, da bo rekla, ok, zdaj bom pa jaz investirala tudi malo v rast, pa malo, bi rekel, v razvoj, ker rast se doseže samo z delegiranjem. In delegiranje doseže pa, če imaš ljudi, ki hočejo nekaj narediti. In jim moraš dati proste roke. In to je tudi to vzdušje, da nekomu daš možnost, da gre nekaj narediti, kar tudi ti sam ne bi nikoli naredil. Tako da tu se mi zdi je šansa druge generacije, ker se tukaj kultura malo zamenja. Ne rečem, da je prva generacija slaba. Če bi bila slaba, ne bi bili uspešni. Jaz v knjigi poudarjam, da slovenska družinska podjetja trenutno rastejo hitreje v povprečju kot nemška. In če bi mi to znali zadržati, mi lahko že v naslednjem desetletju prehitimo GDP per capita Nemčije. To je osnovna teza moje knjige. Ja? Pravim, da smo slabi, ampak treba neke stroke, da bomo uspeli. Super. Še kakšno vprašanje mogoče? Če ni, bi jaz zaključil mogoče z eno mislijo, na četu se je pojavila misel Toneta Stanovnika. Napisal je takole: kaj pomeni uživati življenje? Jadrnice in golf, ki so bili omenjeni, niso prava alternativa uspešnemu vodenju. Transparentno, skladno, urejeno podjetje je lahko užitek voditi. Bravo. Torej, vi preberite knjigo, boste dobil potrdilo znanstveno za to. Gospod Vizjak, najlepša hvala danes za vaše sodelovanje.
Prišli smo do konca 6. SBC webinarja. Posnetek današnjega webinarja vam bomo poslali, tako da ga boste lahko delili z vašimi sodelavci. Vabim vas tudi k neposrednim vprašanjem našemu predavatelju po webinarju. Kontakt vam posredujemo danes tekom dneva. Verjamem, da se kmalu spet vidimo na naslednjih webinarjih, SBC webinarjih. Samo mogoče še to informacijo, mi se bomo v naslednjih tednih zelo prizadevali, da bomo našli še dodatne predavatelje, takšne, ki zelo poznajo nasledstvo kot temo, tako da bomo na nasledstvo imeli še nekaj SBC webinarjev v naslednjem obdobju. Naslednji webinar pa je že ta četrtek, 15.10. na temo novih plačnih izpiskov. Veste, da je to akcijo zagnal prav SBC. V torek pa bomo imeli tudi z Zavarovalnico Triglav tudi zanimivo tematiko, to je 20.10. na temo kibernetske varnosti. Namreč že lani, predlani so se veliko povečevali napadi na mala in srednja podjetja, kibernetski napadi. Zdaj, ko je digitalizacija še bolj življenjska postala, je to še bolj aktualno, tako da vsi vabljeni tudi na naše naslednje SBC webinarje. Gospod Vizjak, še enkrat najlepša hvala. Najlepša hvala za pozornost tudi vsem ostalim. Ostanite zdravi in srečno. Hvala vam.